Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Pričakovali toliko občinstva? Ja, občinstva ker dvorana je polna, mislim, da že kar nekaj let, če ne drugače se dijaki odzovejo, sošolci, zdaj po novem že nekdani dijaki, taki, ki so igrali nekoč, pa ravno zdaj sem govorila z nekom, ki je rekel, da mu je žal, da letos starejši dijaki, tisti, ki so bliže na odru dramskega festivala, niso pripravili svoje predstave. Pa mogoče se nam to zgodi drugo leto. Kdaj ste začeli z vajami? Mi smo začeli kar precej pozno, ampak recimo enkrat januarja. Kje ste običajno izvajali vaje? Običajno smo po pouku v šoli, v mali telovadnici, včasih smo si pa tudi sposodili gledališče na Breznici. In koliko vas je bilo v ekipi? Ne vem čisto točne številke, ampak kar okoli 20. Koliko profesorjev je sodelovalo v tem dramskem festivalu? Ja, v jutrišnji predstavi nas sodeluje 7. Ekipa je bila sicer prej močnejša, tudi 13 profesorjev, pa se zgodi marsikaj, kakšno leto pride kakšna domača zadrega, pa bolezen, pa starost, tako da drugo leto mogoče več. In kakšna bo vaša predstava profesorska? Za popestritev ste rekli? Ja, tako je, ko čakamo na rezultate, bomo mi zaigrali delo španskega avtorja Arabala, Piknik na bojišču. Ima vojno tematiko, vendar pa na tak zelo prijeten, humoren, pieteten način pove, kako je vsaka vojna bila, je in bo absurdna in odveč. In kakšna je komisija, ki bo ocenjevala vseh 6 predstav? Ja, komisija je 6-članska, vedno sodelujeta 2 dramska igralca oziroma en profesionalni dramski igralec, potem en amaterski, 2 profesorja, 2 dijaka. No, letos imamo v gosteh dramskega igralca Zvoneta Hribarja in kostumografko Petro Alič. Kako ste si vloge razdelili? Razdelili so jih sošolci, ki so tekst napisali, in so jih razdelili po tem, kar so mislili, kar nekomu najbolj paše. In kakšni so občutki po tej predstavi? Dobri, do zdaj so nam povedali, da je bila predstava zabavna in dobra, tako da tudi mi se kar dobro počutimo. Zavedam se, da je bilo veliko truda vloženega v to in res ponosna sem na te dijake, da so pripravljeni to delati. Seveda bi pa res še enkrat poudarila, da brez profesor Marije Palavšnik tega ne bi bilo. In njena ideja pred 6 leti, da bi to pričeli, in takrat je bilo kar nekaj dvoma, a bo šlo, zdaj je pa tak interes, da smo res lahko samo srečni in ponosni na naše dijake in tudi profesorje.